Poletje je čas, ko je povečana požarna ogroženost okolja. Čas preživljamo tudi bolj sproščeno, zato nekaj nasvetov, kako preventivno zmanjšamo možnost požara, nikakor ni odveč. Potencijalna nevarnost doma je, kar se požarne nevarnosti tiče, predvsem so to električni uporabniki. Tako da, kadar odidemo od doma, je pametno električne porabnike izklopiti. Seveda to ne moremo izklopiti vsega, ponavadi kakšne skrinje, hladilniki ostanejo, vse drugo pa je pametno izklopiti iz električnega toka. Na plovilih velja zelo podobno, tam je še malo, dosti plovil je iz plastike, tako da tam je nevarnost požarna ogroženost še toliko večja. Posebej pozorni pa moramo biti pri kurjenju v naravi. V kampih dostikrat kurimo, naredimo kakšen ogenj, kakšen kres in to mora biti, predpisano je, da kurišče mora biti vedno urejeno, to pomeni, da moramo okolje ognja očistiti, ga obdati s kakšnim kamenjem, pametno je imeti kakšen škaf vode, kadar je treba to pogasiti, zato ker kurišča ognja ne smemo zapustiti, dokler ni dokončno pogašen. In treba si je zapomniti sploh na našem območju, zdaj je bila razglašena požarna ogroženost, zdaj se ne sme kuriti nikakor, tako da kadar je to razglašeno, pa sploh ni mogoče kuriti. Se dovolj zavedamo požarne ogroženosti? Moje mnenje je, da v splošnem se kar dobro zavedamo, ampak nikoli pa ne dovolj. To je področje požarne preventive. Preventive ni nikoli dovolj. Vedno je treba sproti opozarjati, vedno se najdejo ljudje, ki niso slišali, da je razglašena požarna ogroženost. Tako da je v redu, ampak nikoli pa ni optimalno, če lahko tako rečemo.